Dragi otroci, dragi starši, dragi brati in sestre v Kristusu. Če človek svoje življenje prespi, se mu nič ne dogaja, nič ne občuti. Vse gre mimo njega. Se spominjam kakih ljudi, ki so faks prespali, pa srednjo šolo prespali, pa vem, so bil v službi, tudi službo prespali vse tam po malci, ko so šli še kakve dodatke iskat čez ograjo, prespali. In se mi zdelo, da tako ne, oni so mislili, kak je dobro, smo bili boljši, da smo to prespali. Nam se boljše godi, vi hodite v šolo, pa da nekaj poslušate, mi pa prespimo, vi delate, mi prespimo, smo mi boljše, vi se učite, mi prespimo, šolo naredimo, smo mi na boljše. Vi pa smo na boljše. Če si prespal, nič nisi dobil. In, gledajte, starost vaš sprašuje, kaj je delala mladost. In če bi kdo mladosti vse prespal, kaj si bo pripravil za starost? Kaj si bo pripravil za to, da bo potem, ko bo v jeseni življenja, ko ne bo več ne tako blihte, ne tako sposoben, ne tako več tudi mogel delati, vendar ne še nekaj dobrega dejal, če je prespal svoje življenje. In zato se mi zdi, da je prav, da človek najprej pri sebi razčisti, da končno moramo odkupovati svoj čas. Da to, kar nam je dano, ni dano zato, da bi prespali, koliko pač telo rabi počitka, to je normalno, ampak da bi bili budnega duha, da bi nas stvari zanimale, da bi nas življenje zanimalo in predvsem, da bi kot ljudje se nam premaknilo srce, da ne bi razmišljali samo kako na najlažji način priti do česa, ampak da bi razmišljali predvsem o tem, kako čas, ki ga imamo, čim bolje izkoristiti, kako uporabiti čas, kako izpiti tisto, kar nam čas ponuja. Arton Martin Slomšek je bil zgled takega človeka. Če beremo njegov duhovni dnevnik, moramo spoznati, kako se je trudil za odkupovanje časa. Kako je v bistvu malo spal, pa spal toliko, to, kar je bilo potrebno, sicer pa se je trudil delal, predvsem pa je bil buden duhovno. Znal je brati čas, znal je spoznavati, kaj je za časom, kaj stoji za dogodki, kaj Bog hoče po dogodkih povedati. Ni bil neki zamujen človek, zaspan človek, človek zaspanega duha. Bister, jasen, prodoren in tudi seveda učen. In zato je lahko nekaj dobrega tam, ker je bil buden. Duhovno buden. Danes se zdi, da smo tako razvajeni. Razvajeni ljudje pa običajno nimajo budnega duha. Razvajenim ljudem se ne ljubi še razmišljati, kaj še nekaj početi, ker se zdi, da vse samo od sebe pada. Pa brez budnosti človek ne more nikoli dozoreti v nekaj dobrega, v nekaj lepega. Zato je zvezdica Zaspanka dobila svojo nalogo, da se prebudi, tudi srce, se pa ga prebudi, da ni več kamnito, da vse zamudi, da nič ne čuti, da nima nobene senzibilnosti za nič, ampak da postane čuteče srce. In šele čuteče srce je tisto srce, ki prav zaznava, ki se pravi čas budi, ki prebuja vest, ki prebuja odločitve za dobro, ki prebuja ta notranji glas človeka. In taki človek je lahko
koristen in dober in je lahko Božji služabnik in ga Bog lahko uporabi za dobro, če je prebujen in če je njegovo srce čuteče. Taki budimo tudi mi vsi. Vi ste nam v svojem taboru to mogli začutiti. In Bog daje tudi sredi tega čudovitega stvarstva, največjega učbenika, ki nam je Bog dal, zaznavali to lepoto Božjega stvarstva. Zaznavali tudi, kaj stoji zame za tem. Zmeraj pa se čutili od Boga s tem čudovitim stvarstvom obdarjeni in izkazovali vso hvaležnost. Tudi s tem, da to budno spremljamo, da vse stvari nekako pustimo, da odsevajo nas in da se Bogu zahvaljujemo za svojo lepoto in dobroto, ki nam je